Veseli me, da lahko danes predstavim ustvarjalno ekipo predstave gospoda Spira Šimoneja, ki je danes tukaj z nami. Tukaj z nami je tudi Igor Kavčič, ki bo vodil pogovor. Poleg njega je Matejka Grgič, prevajalka iz italijanskega jezika, ki nam bo pomagala, da bo gladko teklo besede, pomen in razumevanje. Potem so tam igralci, gospod Miha Rodman, poleg njega Aljoša Trnovšek, Borut Veselko, Peter Musevski. Z nami je tudi dramaturginja predstave Barbara Skubic, se pravičujem, ker smo imeli dve Barbari na procesu. In pa pridružil se nam bo zelo v kratkem tudi gospod režiser Marko Sosič. Jaz bi prosil, da namenimo en lep aplavz našim ustvarjalcem in potem vam kar prepustim. Hvala za besedo. Zdaj smo nekje tukaj v realnem svetu, gor, ali kako bi se rekla. Najprej bi jaz kar vprašal igralce, čeprav so najbrž zelo utrujeni po tej uri, v kateri so bili vsi tako rekoč vse skozi na odru. Že dolgo nismo pri Šenovem gledališču videli popolnoma moške predstave, če sploh kdaj. Mogoče bi to Peter ali pa Bor videla, ki sta že malo dalj časa tam kot kolega zraven. Kakšno mono komedijo, drugače pa nisem gledal. Sicer ni bilo takih predstav, mislim, da res ne. Kako ste se pa tokrat počutili brez igralskih kolegic? Moško. Moško? Še smo mi, še Barbara. Seveda, v procesu študija. Barbara lektorca. Vsekakor, ampak po igralski plati se mislim, ne? In nad nami skozi bedita dve ženski tudi, ne? Tako da... Bom kar ostal pri igralcih, torej Peter, vi nekako postajate gledališki oče, fotor, ne, tukaj. Ja. Zdi se, da ste v predstavi edino vi tisti, ki ste pravzaprav v nekem realnem svetu. Kako ste vi zapopadli to vlogo, ukvarjati se z ljudmi, ki pridejo iz nekega podzemlja, katerega se na koncu spustite vi na koncu? Ja, dve možnosti sta bile, ne. Prvo sem se tega lotil, da sem bil tako kar nekakšna alica v čudežni deželi, ne. To je pol vse skupaj zgledal kot ena pravljica. Tako da sem pol si v glavo nekako dal, da je to pač moj sekret, ne, da to, kar se mi dogaja, ni nek strašen šok, ki bi v resnici mogel. Tako da sem to odmislil in sem se probal obnašati kot v svojem sekretu in da je to nek film, ki se mi dogaja, da si pa to lahko dorazlaga, se to dogaja v moji glavi, a se to dogaja, ni bistveno, ne. Pa je WC, kopalnica, nek prostor, sicer v privatnem življenju, ne samo vašem, ampak se mi zdi, da je to nek prostor, v katerem smo ljudje sami, kogar lahko razmišljamo, kar hočemo. To je retorično vprašanje, ne? Tega se najbrž tudi ti sam zavedaš. Vsekakor. Ker za sebe lahko rečem, za svoje otroke lahko rečem. Moj oče je bil tudi tak, ne? Ja, je bil tudi po pol ure je znal, ne? Biti na stranišču in razmišljati, veliko razmišljati, ne? Vaš tokratni odrski sin Miha je prvi, ki pride pod sifonu gore. Ne delujete ravno tako zelo revolucionarno, ampak dobi se pa občutek, da vendarle ste iz neke nuje bili poslani oziroma ste odšli tja dol. Kaj vas je pognalo v kanalizacijo? Ja, mislim, nuja je, da oče spregleda in da nekaj naredi, ne. In v bistvu pridem jaz gor in potem še dva druga delegata, da se nekako
to zavedanje in sprememba njegove percepcije njegovega sveta in našega sveta pač spremeni in da vidi, da so tudi ljudje dol odrekel. Kakšni ljudje so dol spodaj? Ja, tisti, ki se... Poleg teh, ki jih srečujemo v predstavi. Ja, tisti, ki se gor ne znajdejo ali pa ta svet ali pa ki se probajo upreti, ampak se ne, kakor Uran, sveti Uran, ki se upre temu, da ne bo pel za denar in sprejemil denar od enega dreka od človeka in gre s tem raj pet dol pod most, oziroma tam, kjer kanalizacija že ven pride. Na nek način plača svoj upor. Še to bi mogoče vprašal Miha, v bistvu, da predstava je skozi nekje med realnim in nadrealnim. Peter je v realnem svetu nekako v svoji kopalnici, vi prihajate iz Sifona. Kako ste ta preskok delali v času študija in kako konec koncev morate tudi vi nekako realni izpasti, no? Ampak vendarle iz Sifona se ne hodi, ne živi se v Sifonu. Ne? Ja, mislim, da bolj smo se fokusirali nekako na neke druge odnose. Se mi zdi, da že to dejstvo, da smo ven iz sekreta prišli, je že toliko absurdno, da ni treba to zdaj še bolj kazati. Ne? Nekako odsotnost, mislim, s totalno realno neko občutkom za realnost smo probali pokazati to, ta nerealen svet, ki je itak že nerealno. Ne? Se mi zdi, da smo čim bolj pošli v to smer. Tudi teksti, konec koncev tako, pogovarjate se o nekih običajnih in manj običajnih stvarih, prižiganje svec v cerkvi, čisto to. Borut, v Svoličenikam v cerkvene vode je ta obleka prav tista iz predstave Dvom? Ne, jaz sem predstavnik tistega stanu, ki si lahko da delati vsakič novo obleko. Tukaj očitno v gledališču skrbim za duhovnost. Ne. Tudi bili smo v kopalnici oziroma bolj v sekretu, vsaj glede na to, koliko čista zgleda. Še dobro, da ni bilo preveč luči, da niste videli, kako je drugače umazana ta kopalnica. Luči obljubim, da bo jutri več. Bomo poskrbeli za to. Drugač pa to je prostor duhovnosti, ne? Kopalnica. Tam je človek lahko posvečen, sam sabo lahko premišljuje in tam se mu tudi marsikaj zgodi. Kar se pa realnosti prostora tiče, se mi pa zdi tako, da takoj, kaj ene stvari v besediš, ne, tudi v zelo normalnem govoru uporabljamo cel kup prenesenih pomenov in besed, ki pomenijo nekaj drugega in polko te besede v bistvu zelo zares vzameš, pa jih obrneš nazaj. To ne pomeni, da postanejo nekaj nerealnega, ampak samo, ko so besede v prenesenem pomenu, je tukaj prostor v prenesenem pomenu. In to se mi zdi, da nam ni delalo nobenih težav. Danes je sicer redko kdo, če ni podgana, plazi iz Sifona ven, ampak podgane to že počnejo in mislim, da ni daleč čas, ko bomo tudi mi tako ali pa drugače bolj ali manj realno plezali po kanalizaciji in močno rabili svežega zraka, ki ga bojo zviteži zaračunavali. Zdaj, nekako imamo vodo v ustavi, ne, počas bo treba še zrak dati v ustavo. Pol bomo mogoče naša generacija še varno prešla, kaj se bo dogajalo z naslednjimi generacijami, bomo pa videli. Ampak prihodnost je svetla, vedno bolj svetla, pa zmer bolj vroča tudi. Cinično povedano, a ne? Ne, cinično. 2 stopinji smo se že segreli, zdaj čez naslednjih 20 let bojo še 4 stopinje gor šle, tako da sonca bo vedno več, dežja bo vedno manj. Okay, za Ljošo bomo vprašanje prešparal še malo za kasnej. Zdaj bi poprašal režiserja Marka Sosiča.
tukaj govorimo o dveh svetovih, zgornji, malo privilegirani, ta spodnji je malo manj. Vi ste pravzaprav tudi že kar nekaj časa član gledališkega sveta v Prešernovem gledališču, pa niste imeli tega privilegija, da bi režirali kdaj prej tukaj, tokrat ste prvič. Veste kako, jaz sem bil privilegij, da v tem gledališču delam že marsikaj, ne samo, da sem član sveta, bil sem selektor za teden slovenske drame, kar mi je bilo veliko čast in to se mi zdi, da je bilo že veliko delo in moja velika prisotnost za ta teater. Pred leti je to bilo. Tako da sem seveda to povabilo z veseljem in častjo sprejel, glede na to, da smatram, da je ta teater v tem trenutku, in ne samo v tem trenutku, kar že nekaj časa, vodilni slovenski teater, med vodilnimi bomo rekli, glede na to, da je refleksija znotraj, ki ga umetniško vodstvo pelje do realnega sveta, do izbire tekstov, ki seveda na različne načine, ampak prefinjeno spregovorijo o temeljnih vprašanjih naše sodobne družbe in človeka in o pravzaprav različnih aspektih človekovega bivanja, ne nazadnje tudi o človekovem dostojanstvu in o njegovi izgubi. Kot skratka, tem, ki v naših gledališčih je veliko, ampak prefinjene so izbire tekstov in ljudi, ki izvzemši mene, sodelujejo. V smislu, da se ne bom dekval, da sem prefinjen. Čast mi je bilo, ja, hvala. Rekli ste tudi pred dnevi, da je nek privilegij bil delati tudi s to ekipo. Ja, ne bi mistificiral. Primislil si vmes. To je bilo pred nekaj dnevi. Ne bi bilo čisto drugače. Ampak ta zavest je še bolj utrjena zdaj, no? Bom demantiral gospodina Veselskega. Super je bilo, lep čas, lepa izkušnja, lep čas. No? Ste se vmes gibali dol spodaj, pa kako? Ok, dol je tretje delo Šimoneja, ki ga vi režirate v Sloveniji. Delo Koverta v drami, pa Dvorišče Kolje v vašem Trstu. Dva različni deli. Ja, dve različni deli, ja. Tokrat ste besedilo tudi prevedli, besedilo dol. Kaj je tisto, kar vas privlači v njegovih besedilih? Jaz mislim, zdi se mi, da ste si zelo blizu, da se dobro poznata. Torej, prevedel sem, ker sem si na nek način želel preveriti, koliko to zmorem. To je poklic specifičen, težek, prevajalstvo je prefinjeno. Mislim, moram reči, da smo si tukaj pomagali vsi skupaj. Kar me pa očara pri njegovih tekstih je predvsem ta generalna fokalizacija nek fokus, ki zna postaviti znotraj sodobnih družbenih vprašanj. Kako ga kritično postavlja in s kakšno redukcijo jezika pravzaprav, ki izhaja zagotovo iz neke tradicije Becketa in Pinterja, ampak ga osebno in avtorsko presega in na nek način sveže postavlja nek teater, če hočemo reči, ki ima neke temelje v teatru absurda in tako dalje. Mislim, ta redukcija jezika, ki seveda skriva veliko pasti, ampak tudi veliko vznemirljivih možnosti. Hkrati je besedilo tudi zelo aktualno, povezano s sedanjim časom, v katerem živimo. Se nanaša na vam pri tem koristi, da pravzaprav živite v Italiji in poznate Italijo tako dobro kot Slovenijo ali pa še bolj. Torej, glede na to, da so vprašanja, ki se zdaj postavljajo v tem tekstu, globoko presegla Italijo in se usidrala tudi globoko v Sloveniji, ni mi nič težko to razumeti, mislim na nikomu, so seveda, kot ponavljam, ta
ta pozornost do nekih vprašanj, ki se v družbi pojavljajo kot akutna vprašanja, vredna temeljnega kritičnega razmisleka, ne? Kot je v tem primeru, takrat, ko sem ga prvič spoznal, je pač tekst Kuverta nastal v času globokega berlusconizma, ne? Teh 20 let izpraznjevanja vsebin, ne? In poveličevanja birokracije, nasilja birokracije, skozi katerega pač uničiš lahko človeka, ne? Skratka, skozi miselno in praznino in pravzaprav vse večjo nepismenostjo, ne? Tako je danes to vprašanje, ki ni, ta pedofilija je že kar nekaj let in se znova obnavlja in ni konca, zdaj v nekih športnih društvih slišim, se dogajajo strašne zadeve, ne? Ampak ni temeljna, ne? To so vprašanje generacije, vprašanje upora, ker mislim, da kot družba dejansko se moramo spraševati, kje je, kako to, da ne utegnemo reagirati na nasilje, ki ga doživljamo od zunaj, od oblasti, od nekega diktata multinacionalk, ki ne vem koga še, ne? In neka ta civilna zavest, ki nam je mogoče včasih umanjkala, ne, se mora, pač to je vprašanje nekega, ki se upora tiče, ne. In seveda, koliko so ljudje pustili za sabo praznine, ti, ki so stremeli po nekem gradbeniškem uspehu kot oče, kako je lepo postavil ploščice in nek denar služil, ne, in bil na tem sekretu in seveda ta sekret je seveda ena direktna metafora na ta čas, ne, se ne skrivamo tu, ne. In mislim, da je tudi, če včasih Šimone ima drugačne nivoje metafor in tudi znotraj tega teksta so druge, ta je, tako bi rekel, vizualno in situacijsko zelo jasna, kot na nek način neka želja da spregovori direktno o enem vprašanju in da se ne slepomišlja okrog nekih vprašanj. Gospa dramaturginja Barbara Skubic, vi predstavo vidite tudi nekako skozi ta generacijski prepad med starši in otroci, mladimi, med starejšimi in mlajšimi. Milenijsko generacijo pravite, ne? Tudi v začetku pravzaprav je tudi to zelo opazno sami predstavi, sej Miha pač je tisti mladi, ki nima izbire, ne? Ki bi rekel sodi v neko izgubljeno generacijo. No, starejši so zrasli na ideologiji, pa so vajni nekega sistema, neke hierarhije, mladi prekerci pač nimajo dela, ne? In zato gre Miha tudi dol. Hočejo spremembe, hočejo sodelovati, je tako. Ste vi to tako rekli? Ja, jaz mislim, da je, da gre tukaj za več kot samo za spor med starši in otroki ali pa spor med generacijami, da gre pač nekako za rušenje neke stare paradigme in za vzpostavljanje nove paradigme. Marko je tukaj govoril o spoznanju in o uporu in ti dve temi se nekako prepletata skozi besedilo in skozi upam tudi predstavo, a ne? In sicer pač ta tip družbe in ta tip upora, ki smo ga mi nekako do zdaj poznali ali pa v njih sodelovali, smo ugotovili, da ne deluje. Ne, ta tekst je iz leta 2012, se pravi, zdaj to bo vam avtor povedal, koliko je moje razumevanje ustrezno, ampak to je že po tej spremembi in po novih družbenih gibanjih, kot so recimo Occupy, pa so različne ustaje, različni protesti. Zadnji protest, ki je bil tak resnično velik družben protest, je ta ameriški v Severni Dakoti, ko so poskušali nek plinovod prestaviti in jim je uspel. Ampak to je nek drugačen tip upora, ki mogoče ni tako zelo jasen, zato ker v nasprotju s tem, da je bila nekoč hierarhija, je ta dosti bolj nekako horizontalno organiziran, da imate neke vozle, na katere se vsi sklicujejo in vsi so nekako enakopravni. Zdaj,
to, kar je njegova velika moč, ta enakopravnost, je lahko tudi njegova slabost, zato ker brez neke strukture se mi še ne znajdemo. Ne, in zato se meni zdi ta tekst tako zelo zanimiv, ker znotraj tega stranišča se ta mreža enakopravna vzpostavlja. Ne, ti ljudje, ki prihajajo iz sifona ven, en drugega podpirajo, en drugega spodbujajo, ko nekdo ne more več, prevzame drugi, ne glede na to, da morajo oni neke stare vzorce pač razčistiti. In to se mi je zdelo, da je zelo zanimivo in ja, mogoče, da je to značilno za milenijsko generacijo, ki jo vsi kritiziramo, kako je neaktivna, kako je neki inertni so, ampak mogoče pa samo mi ne vidimo, da delajo po enem drugem vzorcu, ki ga mi še nismo nekako ponotranili. Vendarle bi želeli biti zraven, ali kako? Bi se spodobilo. Zanimivi so tudi liki v besedilu. Imamo, ne vem, to so izbrani liki, a ne, imamo, ne vem, pripadnika izgubljene generacije, imamo pripadnika neke strukture, kot je Cerkev, ki je vendarle močna že 2000 let, ampak ne, tukaj nastopa kot nek odpadnik te Cerkve, če sem prav razumel. Imamo žrtev zlorabe. Zakaj so prav ti liki izstopajoči? Saj se vam zdi, mogoče tudi vam? Zakaj izbor takih likov mogoče, no? Po vašem, potem vprašati. Ker je avtor želel spregovoriti preko, odpreti ta vprašanja, o katerih sem prej govoril, o katerih govorimo nujno preko teh oseb, če hotel govoriti o nekih generacijskih zadevah, je to kot nukleus familije, recimo oče sin, kot predstavnika Cerkve in kot predstavnika splošne zlorabe, bi rekel. Slučajno zdaj tu Mežnar, ne? Ampak kot človek iz ljudstva. Dobro. Aljoša, zdaj bi vas vprašal. Drugi del je nekako predstave je zelo močan, je na nek način skoraj vaš, no. Kako ste vi zapopadli samo vlogo? Se vam je zdela blizu, ko ste dobili glede na ostale vloge, ki so predstavili? Ste se videli noter? Ne kot žrtev, ampak kot človek, ki mora nekaj povedati, ki mora nekaj dati sebe, ki se mora upreti in tako naprej. No. Ne vem. Mislim, ne razmišljam na tak način zdaj na splošno, če se zdaj ali se nekje vidim, ali se nekje ne vidim. V bistvu se spopadem s tem, kar je, oziroma skušam nekako priti nekam, čim globje, tem bolje. Ampak tukaj na nek način je bilo zelo težko, na nek način pa zelo lahko. Zelo lahko zaradi tega, ker imam v bistvu eno veliko, kako bi rekel, zamero, jezo, bes do institucije Rimokatoliške cerkve nasploh. In tako, da se mi je zdelo super, da lahko spregovorimo o teh zadevah. Ne? Po drugi strani pa ta jeza, v bistvu, kar se Mežnarja tiče, kar se same vloge tiče, ni na mestu. Tako da je bil v bistvu nekje tu v meni en, ne bi rekel, da spopad, ampak je bilo treba to jezo nekako kanalizirati nekam drugam, v nekaj drugega. Ne?
Zato je bilo pa težko. Ne? In zdaj, prej si vprašal, ne, zakaj mislimo, da so ravno ti liki v tej predstavi. Ne? Moje osebno mnenje je, da ti liki niti slučajno niso naključno v tej drami. To pa zaradi tega, ker je, recimo, kar se tiče Rimokatoliške cerkve, torej kar se tiče duhovnika in kar se tiče žrtve, ne, v bistvu na nek način, mislim ne na nek način, ampak kar konkretno in direktno, institucija Rimokatoliške cerkve 2000 let posiljuje. Ne. Na različne načine. Ne. Tukaj je pač nekako direktno to pokazano, ne. Ampak ta institucija je začela posiljevati že pred 2000 leti. Da ne naštevamo vseh stvari, ki so se dogajale skozi 2000 let, ker mislim, da nimamo dovolj časa, mislim, da bi prazniki bili mimo, preden bi prišli do konca tega seznama. In ta institucija Rimokatoliške cerkve je pripeljala svet v sekret, torej o zahodnem svetu govorimo, torej o svetu, v katerem mi živimo, ne? Z kopičenjem kapitala, z dvojno moralo in z vsem tem. Ne? In zato so se ljudje znašli v sekretu. Ne? Mi nismo v sekretu, ki tukaj zdaj sedimo. Ne? Tega se, mislim, da moramo zavedati. Ne? Mi smo tisti, ki smo od zgoraj in mi smo tisti, ki pristajamo svojo nedejavnostjo na to, kar se dogaja. Ne govorim samo o Rimokatoliški cerkvi, ampak govorim splošno o sistemu, ki nas žre, ne? Oziroma ki nas tišči v sekret. In zato je recimo oče na nek način predstavnik nas vseh, ne? Ki smo tukaj od zunaj. Zato govorim sin, pa dobro, tega ne bom ponavljal, je pa pač ta, rečemo temu, zgubljena generacija, ki se ne upre, ali se bo uprla, oziroma se upira, ampak na drugačen način, ki ni, mogoče rečemo temu, na kratki rok efektivn, ampak upam, da rabi več časa, da se bodo poznali rezultati. Tako da, mislim, je na nek način zelo inspirativni, kar se mene tiče, bil tekst avtorja Šimoneja, ker mi vzbuja kar precej asociacij, kar precej gneva in mogoče sem pa po tem študiju korak bliže, da končam pod mostom. Torej ste pri oblikovanju lika, so vas vsekakor vodile aktualne razmere, no? To se zdaj mislim, veste, vedno te to vodi, vse mene, zato, ker pač živim v svetu, v katerem živim, ne, in gledam okoli in me pač nekatere stvari, ne vem, ali me prizadanejo, ali me razbesnijo, ali me jezijo, ali ne vem, ne, pač jaz ne znam drugače funkcionirati, ne. Mea Maxima Culpa, če še kdo ni videl tega dokumentarca iz leta 2012, prosim? Bog v Božji hiši. Ja, tako. Priporočam, no, da si ga pogledate. Ok, hvala. Zdaj bi pa nekaj vprašanj naslovo na avtora besedila, Šimoneja. Kako avtor besedila vidi predstavo v tujem jeziku, na kaj je pozoren, kako je narejena, kakšna je, ali sledi njegovemu besedilu, ali sledi avtorjevi misli in tako naprej. Na kaj je pozoren
avtor pri tem. No, preden odgovorim na to vprašanje, bi se rad še zahvalil predvsem. Zahvalil bi se vsem tistim, ki pomagajo za to, da tekst zaživi na odru. In to so seveda igralci, tu je režiser, ki koordinira celoto in vsi sodelavci, ki pri tem pomagajo. Metterli insieme a coordinare il tutto, naturalmente i collaboratori. Quindi vorrei ringraziare tutti loro perché loro danno vita al teatro. Quindi quando Takrat, ko vedo degli vidim, da spettacoli pri postavitvi sodelujejo umetniki tega kova, potem je zame to seveda užitek. per me è una goduria. V Italiji trenutno tekste, ki jih jaz pišem, postavlja na oder samo gledališče, ki ga tudi gledališka skupina, ki tudi sam vodim. Torej trenutno se mi dogaja to, da vidim svoje tekste v neki drugi postavitvi samo takrat, ko grem v tujino. Quindi cosa provo quando vedo fatto da altri? Kaj torej se mi dogaja takrat, ko vidim, kako drugi postavljajo na oder moja besedila? Ko pridem v dvorano, skušam priti v dvorano tako kot katerikoli gledalec. Come un semplice spettatore. E come un semplice spettatore. In tako kot vsi drugi gledalci, skušam tudi jaz vzpostaviti nek odnos s tistimi, ki so na drugi strani. In takrat, ko do tega odnosa pride zaradi predvsem igralcev, ki znajo to vzpostaviti. In takrat sem seveda zelo srečen, ker vidim, da je moj tekst dejansko zaživel. Poi noto, vedo spesso, e questo mi affascina ancora di più, vedo spesso che To, kar me pa posebej fascinira, je opaziti, kako obstajajo neke skupne točke med tem, kako jaz postavljam na oder svoje besedila in kako jih postavljajo drugi. Hkrati pa opažam tudi, da so tu neke razlike in to me stimulira, to je, mislim, to, kar stimulira ustvarjalnost v tem procesu. Il mio testo continua a stimolare la creatività degli artisti. È un testo teatrale. In to, da lahko neko besedilo ustvarja, spodbuja ustvarjalnost, to pomeni, da je besedilo tudi po več letih dejansko univerzalno. L'universalità di un testo. Ne glede na to, da ima Slovenija mogoče drugačno podlago kulturno, zgodovinsko kot pa Italija. Proprio per questo l'universalità di un testo va oltre la cultura dello Stato. Prav zaradi tega gledališče je v bistvu to, kar prehaja med različnimi kulturami, kar gre preko kulturnih razlik in razlik med državami. Jaz prihajam iz Sicilije in že moja kultura je bistveno različna od kulture nekoga, ki recimo prihaja iz severne Italije. Ampak prav tu je magija gledališča, magija teatra. Teater gre preko državnih meja, gre preko meja jezika. V tem je univerzalnost teatra seveda tistega z velikim T-jem. Da gre skratka preko teh omejitev, ki jih predstavlja neki prostor in da v tem smislu tudi živi. Come dire, è anche territoriale, cioè ecco, diventa qualcos'altro, va oltre la realtà. Ed è meraviglioso quando si riesce a vedere, quando riesco a vedere lo stesso spettacolo fatto in stati differenti. Zelo zanimivo je, na primer, videti, kako se ista besedila uprizarjajo na različnih odrih, v različnih državah. Seveda, to so neka stičišča, hkrati pa so tudi neke razlike, ki jih narekujejo prav razlike med različnimi državami. Samo primer, da navedem. Besedilo Festa, se pravi Praznik iz leta 1999, to besedilo je uprizorila tudi Comédie Française v Franciji in bil sem pa prisoten ob uprizoritvi v Veliki Britaniji. Zelo zanimivo je bilo slišati, kako so ljudje, kljub temu, da v tem besedilu gre za zgodbo neke družine, italijanske družine, konkretno družine iz Sicilije, kako so
so ljudje to besedilo dojemali, kot če bi govorilo o konkretnih problemih družine v Angliji. Šlo pa je predvsem za nesposobnost komunikacije, sporazumevanja med družinskimi člani. Nel rapporto padre-madre-figlio vedevano le problematiche che avevano loro anche in maniera diversa rispetto alla cultura siciliana con quella inglese, però ritrovavano anche lì quel problema ad esempio dell'incomunicabilità all'interno di una famiglia. V predstavi, v besedilu dejansko ni ženskega lika. Uporabljali so vse moške like, ampak zdi se pa, da je lik, ki ni prisoten na odru, ampak je pa bistven za samo predstavo ta žena od Urana. Ona v bistvu opravlja tisto delo, rešuje skrbi za človeka, ki se je oprl, na nek način. Ne? Je to tako? Sì. Sì, e infatti non c'è fisicamente la presenza femminile. Ženska figura v tem tekstu res ni fizično prisotna, vendar pa je njena prisotnost ključna. Ženska tu predstavlja lepoto, čistočo, edini res pozitivni element, upanje in luč. Di grandissima positività e di speranza e probabilmente è l'unica luce. Probabilmente in fase di scrittura ko sem pisal to besedilo, se je ta figura, ta ženska figura vedno bolj izkristalizirala v tem pisanju in ustvarjala se je v sklopu odnosov, ki so se oblikovali v besedilu med moškimi. In prav zato, da je ne bi umazal, da je ne bi postavil v ta prostor, ki je v prostor umazanije, je zato nisem utelesil v besedilu. Dove appunto c'è l'etame. Mogoče zato, ker jo preveč ljubim žensko, ženski lik. Ampak v smislu, tu seveda žensko pojmujem v smislu neke celovitosti, neke celote. Mislim, da bi morali dati nek večji pomen. Dovremmo dare un po' più importanza alla donna. Rečeno v hecu, Slovenci bi rekli, da ste pravi Italijani. No, siciliano, un vero siciliano. Na splošno se mi zdi, da presegate na človeka, no, kot avtor. Na človeka kot ja, na humanost, no, recimo tudi tako, ja. Naj se človek ne preda in naj razkrije nek bolan sistem ali napačen sistem ali, ne, in naj se vendarle bori za spremembe. Je tako? Sì, allora io è chiaro, l'essere umano. Torej, človek bi se moral vsekakor boriti proti zlu v družbi. Però prima di iniziare la... Ampak preden se lotimo te borbe, mislim, da je nujno, da ponovno ovrednotimo tiste prave vrednote človeštva. Per migliorare l'umanità, i veri rapporti umani. I rapporti umani che nascono... Človeški odnosi izhajajo iz potrebe, da gledamo, da vidimo, da poslušamo, da slišimo drugega. Guardare, sentire e ascoltare veramente l'altro. In da se pri tem ne pretvarjamo, da jih slišimo. Di ascoltare, di guardare o di sentire l'altro. Bene, secondo me mi izgubljamo v realnosti to sposobnost, da prisluhnemo drugemu. Mislim, da obstaja nekaj, kar nam pri tem lahko pomaga, da se tega ponovno naučimo. Questa capacità di ascolto. E che cos'è?
E il teatro. In mislim, da je to ravno teater. Gledališče je prostor pravih odnosov. To ni samo odnos s tistim, ki je na odru, ampak tudi s tistim, kar je preko tega. Ma anche con chi sta dall'altra parte. Il teatro educa all'ascolto. Teater vzgaja poslušanje. Zakaj? Zato, ker ima znotraj sebe neko čisto posebno magijo. Ta magija pa je v tem, da teater skozi fikcijo, vsi namreč vemo, da je teater v osnovi fikcija, ampak skozi to fikcijo ustvarja autentičnost. In to je magija gledališča. Raggiungono un'autenticità. Questa è la vera magia del teatro. Allora, com'è straordinario. In tu zdaj prihaja do nekega paradoksa. Zato, da osvojimo teater, ki je fikcija, moramo biti autentični. Medtem ko v vsakdanjem življenju, ki pa je realno, pa postajamo vsak dan bolj fiktivni. Che in realtà, invece, continuiamo a essere sempre più finti. Quindi amiamo il teatro. Torej, ljubimo gledališče. Ja, pravzaprav avtor je zdaj govoril to, kar ste vi govorili v Prešernovem gledališču, to počnejo že ves ta čas, na začetku. Če nekako zaključek predstave pogledamo, se vam zdi, da je avtor optimističen v zaključku. Kljub vsemu, kar se dogaja v vsem času na odru. Oče, fotor, vendarle stopi tja dol. Zakaj stopi tja dol? Da močnejši pride nazaj? Kako ste vi to videli? To je absolutno optimističen konec, glede na to, da oče pride do nekega spoznanja, preko tega vsega dogajanja, ki ga doživi, in prepozna v dnu neko večjo vrednoto tega, kar je na vrhu. In znotraj tega dna je možen nov začetek nekega čistejšega, paradoksalno življenja. Posso aggiungere una cosa rispetto al discorso dell'ottimismo? Rad bi nekaj dodal v zvezi z optimizmom. Del finale. Infatti, nel finale dello spettacolo ci sono appunto due situazioni. Una è, come dice Marco, questa Dodal bi samo nekaj. Ob koncu imamo dejansko dve situaciji. Oče se res spusti dol, po drugi strani pa oder prelije neka luč. In kaj predstavlja ta luč? Ta luč predstavlja tega ubogega Kristusa, ki živi pod tem mostom, ki se trudi, da bi preživel sebe in svoja dva sinova, ki se torej v tem smislu bori in ki torej predstavlja v tem smislu to luč. La propria dignità. E mantenere la dignità, quella dignità incomincia a entrare attraverso quella luce. Glasba je tukaj pomembna, se pravi o tem, kar je zdaj Šimone govoril, je tudi govori besedilo, če prav razumemo. O tej luči. Jaz, tako bi rekel, bi mogoče dodal v tem, kar je seveda Šimone že sam povedal, in da se gre za seveda dostojanstvo, ampak dostojanstvo ustvarjalca, da za dostojanstvo umetnika in njegove svobode izražanja, ki ne more biti avtentična in prava, če je kontaminirana s čemarkoli in s katerokoli prisilo. Če ti nek drek človeka reče, da boš ti zdaj nekaj drugega naredil za to, da boš, kot ti nisi več svoj in ti ne moreš preprosto biti več. Skratka, neka apologija svobode izražanja znotraj umetniškega sveta tudi. V končni fazi vendar se kaže, da kdo opozarja umetnik, da bi različne načine, ne samo v gledališču, tudi ki drugje.
Ok, no, toliko nekje z moje strani, kakšna ura je že mimo, pravzaprav, mogoče bi še igralce sam vprašal, ste pripravljeni na jutrišnjo premiero? Pričal sem, da jade. Evo, mogoče bi, če bi še kdo mogoče celo gostov kaj vprašal, kakšno vprašanje postavil. Razumljeno je bilo in povedano, da so pač gre za splaknjeni ljudi, ki so dobro. In se mi to pojavlja ena kontradiktornost, namreč župnik in nikakor ne sodi zraven. Aljoša je že omenil film Mea Maxima Hupa, mislim, da je v slovenščini prevedel kot Molk v Božji hiši, kjer je prikazano ravno to, da tisti zgoraj ne splaknejo takih, ki molčijo, ki obračajo stvar glavo stran, ki nočejo izpostaviti, ampak pustijo, da stvari tečejo, zamolčijo vse grehe katoliške cerkve. In zdaj me zanima, poleg mame oziroma širše ženskega lista, ali avtor tu na ta način tudi hoče na nek način nekako ohraniti dostojanstvo tudi cerkve. Allora, c'è in Don Carlo... Don Carlo ima od vsega začetka nek notranji konflikt v sebi. C'è un conflitto, ha un conflitto con se stesso interiore. Don Carlo è finito giù... Gre za Don Carlo vsekakor netipična figura duhovnika. Duhovnik je postavljen na obrobje. Vemo, da takrat, ko je bil on zgoraj, je bil tiho, se pravi, je na nek način svojo tišino podpiral ali vsaj zakrival to, kar se je dogajalo, to nasilje. Potem, takrat torej ni imel poguma, da bi to izrazil, to svoje nasprotovanje. Quindi, con il suo silenzio, quando è stato su, non ha avuto il coraggio di ribellarsi. Gre torej za neko pot, samo v trenutku, ko se duhovnik res dotakne dna, takrat se tudi opogumi in prekine to svojo verižno tišino, skozi katero je prisoten v zgornjem svetu. Vendar pa do tega pride samo skozi figuro mežnarja. Namreč duhovnik se ne sam v prvi osebi zoperstavi, ampak na nek način mežnarja spodbudi, da se on zoperstavi vsej tišini in skozi njega tudi sam najde v sebi moč, da to naredi. Seveda tu ne gre samo za cerkev, ampak za pedofilijo v tudi splošnem smislu. Quindi quella sua esplosione quasi finale del perché faccio schifo, perché col mio silenzio faccio schifo. Na koncu torej pride do neke eksplozije, takrat, ko on govori o gnusu, o gnevu, dejansko govori o svojem dostojanstvu, takrat pride do neke eksplozije dostojanstva, on pridobi ponovno na dostojanstvu s tem svojim krikom. Ta krik pa ni napad na cerkev, nasprotno lahko bi rekli, to je poziv cerkvi, naj ne molči več. Bisogna rompere sto silenzio. E mi fa piacere che negli ultimi anni, giù è stato lo scritto nel 2011-2012, non c'era ancora Papa Francesco. V zadnjih letih, no, besedilo je iz leta, pisal sem ga leta 2011-2012, takrat še nismo imeli papeža Frančiška. Mislim, da papež Frančišek dela na tem, da je pozoren do teh dem in da je zna biti tudi neizprosen. Seveda pa želim in upam, da pride do popolnega razkritja pedofilije in odprave pedofilije znotraj cerkve. Che si arrivi alla eliminazione totale di tutto ciò. Še kdo mogoče kakšno vprašanje postavil komu od igralcev, režiserjev, dramaturgov? Potem bi na nek način zaključili. Hvala vam za, ker ste nam prisluhnili. Upam, da smo vendarle še malo bolj pojasnili samo predstavo.
samo besedilo in to, kako je bilo odigrano. Hvala. Hvala vam in hvala, da ste bilo veliko.